Zakaj ljudje sploh hodimo na Facebook in na Instagram? Zato, ker iščemo inspiracijo. Ker iščemo nekaj, kar nas bo razveselilo, mogoče nasmejalo. Ker iščemo razne informacije na družabnih omrežjih lažje in rajši, kot smo jih recimo včasih iskali na Googlu, ker se nam nekako zdi bolj pristno, da nam neka oseba podaja to informacijo, kot pa da nam to informacijo podajo, ne vem, če iščemo kakšne informacije o potovanju. Je čisto drugače, kot da gremo na Google in tam vidimo neko turistično agencijo, ki nam podaja informacije o potovanjih, ali pa, ko gremo na Instagram in vidimo od influencerja, ki je dejansko bil nekje in nam iz prve roke podaja informacije, kako je tam bilo, in na tak način mu seveda tudi bolj verjamemo, se lahko bolj povežemo in je ta informacija na nek način bolj kredibilna lahko. Isto, če greste iskati kakšne informacije, kar se tiče mode, kar se tiče shoppinga, je spet čisto drugačno, kot da nam da to informacijo nek brand, neko podjetje, ali pa na drugi strani kakšna modna influencerka, ki dejansko te stvari sproba, stestira, ali pa stilistka, ki oblači recimo slavne, ali pa tudi lahko manj slavne in skombinira kakšen styling s kosom določenega brenda. Torej, dejansko zato hodimo na Instagram in zato hodimo na Facebook. Torej, za inspiracijo, po informacije, po kakšne mogoče nove ideje. Imejte to v mislih, ko boste gradili vaš social following, da podajate informacije torej na takšen način, da bodo ljudje se lahko z njimi poistovetili, oziroma da bo to nekaj, po kar bodo ljudje dejansko tja šli. In ne samo reklama in prodaja.